Radi bi vam sporočili, da absolutno podpiramo predstavniki stroke javnega zdravja, predstavniki stroke inštitucij, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in rehabilitacijo bolnikov, ki so zboleli zaradi škodljivih posledic uporabe tobačnih izdelkov in pa predstavniki nevladnih organizacij, absolutno podpiramo obstoječi zakon, katerega osnovni cilj je prepoved uporabe tobaka in zaščita zdravja vseh, ki so v zaprtih javnih in delovnih prostorih izpostavljeni tobačnemu dimu iz okolja. Stroka javnega zdravja in vsi, ki sem jih naštela, namreč ne moremo sprejeti, da še vedno v Sloveniji umre 3000 ljudi zaradi aktivnega in pasivnega kajenja, in da umre 15 ljudi zaradi tega, ker so izpostavljeni pasivnemu kajenju, se pravi škodljivim vplivom tobaka, ob tem, da so se odločili, da so nekadilci. Rada bi sporočila, da smo danes tukaj zato, ker zastopamo stališče stroke in strokovnih inštitucij, da sporočimo javnosti, predvsem pa tudi politični javnosti, da ne bomo dopustili, da stopimo korak nazaj, da spreminjamo zakon zaradi interesov manjšine, ki so izpostavljeni pač tobačnemu dimu zato, ker se sami odločajo za to, ali pa predvsem zaradi interesov lobistov in interesov kapitala. Mislim, da bi morali v Sloveniji začeti razmišljati o tem primeru, predvsem zaradi zaščite zdravja nemočnih. Tukaj smo predstavniki in zdaj bom predala besedo drugih, predstavnice Inštituta za varovanje zdravja, ki bo pravzaprav podala to skupno izjavo podpore obstoječemu zakonu. Kot vsi veste, je v Sloveniji od začetka avgusta v veljavi popolna prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih mestih oziroma prostorih. Poslanci Slovenske nacionalne stranke so pred kratkim v Državni zbor vložili predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in med predlogi sprememb obstoječega zakona je kot najpomembnejša navedena možnost, da bi se manjši lokali, ki ne strežejo hrane, sami opredelili o tem, ali bodo kadilski ali nekadilski, ter da se dovoli kajenje v igralnicah in igralnih salonih. V primeru tovrstnih sprememb zakon ne bi več zagotavljal enakovredne zaščite zdravja vseh, ki so v zaprtih javnih in delovnih prostorih izpostavljeni tobačnemu dimu. Zato z javnozdravstvenega vidika omenjene in pa tudi druge predlagane spremembe in izjeme prepovedi kajenja niso sprejemljive. Med predlogi v noveli zakona podpiramo le uvedbo tobačnega evra za ukrepitev že obstoječih preventivnih dejavnosti in postopkov zdravljenja. To izjavo, ki sem vam jo zdaj v skrajšani obliki predstavila in ki je izražena v podporo obstoječemu zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, so podprle in se ji pridružujejo, kot ste že slišali, številne strokovne inštitucije. Naj na kratko navedem samo še enkrat: Inštitut za varovanje zdravja, CINDI Slovenija, vseh 9 območnih zavodov za zdravstveno varstvo po Sloveniji, strokovnjaki in strokovna telesa Onkološkega inštituta, asistent magister Tomaž Čakšin Katedre za zdravje in pa seveda nevladne organizacije pod okriljem Slovenske zveze za tobačno kontrolo. Zdaj mi pa dovolite, da podam še nekaj dodatnih dejstev v zvezi z predlogi oziroma spremembami, ki jih predlagajo v predlogu novele zakona. Kot sem že rekla, predlogi sprememb vključujejo možnost, da se manjši lokali, ki ne strežejo hrane, sami odločajo o tem, ali bodo kadilski ali nekadilski. Zavedati se moramo, da ukrepi, ki so sicer usmerjeni v zmanjševanje izpostavljenosti, so pa prostovoljne narave, niso učinkoviti in to kažejo izkušnje drugih držav in pa tudi raziskav. Prepričani smo tudi, da bi v primeru take možnosti seveda se večina teh lokalov odločila, da bi bili kadilski. Predlagatelji sprememb omenjajo kot možno rešitev v tem primeru prezračevanje in druge dostopne tehnologije,
pa vendarle je potrebno jasno povedati, da vse te tehnike ne rešujejo problema izpostavljenosti tobačnemu dimu in seveda take rešitve niso sprejemljive. Po strokovnih dognanjih in izkušnjah iz drugih držav je le popolna prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih tista, ki ustrezno zaščiti zdravje pred tobačnim dimom iz okolja. Poudarila bi tudi še to, da govorimo o skupini delavcev, to so gostinski delavci, ki so vedno najbolj izpostavljeni tobačnemu dimu, saj ravno v teh prostorih najdemo najvišjo koncentracijo snovi iz tobačnega dima. No, podlaga za tovrstne spremembe, ki so jih predlagali, naj bi bil upad prometa v gostinskih lokalih, predvsem manjših. Seveda, ko dajemo na tehtnico nek ekonomski argument, pa zdravje, izbira ne bi smela biti težka in izbira mora biti zdravje. Obenem pa bi poudarila tudi to, da preverljivi in objektivni podatki iz številnih raziskav in poročil iz različnih držav kažejo na to, da ukrep prepovedi kajenja dolgoročno ne izkazuje pomembnega učinka na gostinski sektor, tako na prodajo, tako na dobiček, kot tudi na zaposlenost. Tako kot sem že rekla, to potrjujejo izkušnje različnih držav, ki so tak ukrep že uvedli, v nekaterih je prisoten že skoraj 4 leta in ta ukrep uspešno živi in uživa podporo večine javnosti. In tudi pri nas, kot veste, javnomnenjske raziskave kažejo, da tak zakon v obliki, kot je uveljavljen, podpira med 3/4 in 80% javnosti. Obenem bi povedala tudi, da se moramo zavedati, da je tak delež približno tudi nekadilcev med prebivalci Slovenije. No, predlagatelji sprememb zakona predlagajo tudi, da se omogoči kajenje v igralnicah in igralnih salonih. Seveda lahko povem isto, da tudi v tem primeru, glede na to, da varne meje izpostavljenosti tobačnemu dimu ni, da prezračevanje in podobne tehnologije niso učinkovita zaščita in da je treba zaposlene v vseh delovnih prostorih enakovredno zaščititi, iz javnozdravstvenega vidika predlagane spremembe seveda niso sprejemljive. V Evropi so ravno zato, ker se zavedajo, da je pasivno kajenje javnozdravstveni problem, ki se ga da enostavno preprečiti, prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih, vključno z gostinskimi lokali, uvedle že številne države, kot veste, Irska, Škotska, Velika Britanija, Wales, Severna Irska, Italija, Malta, Švedska, Finska, Estonija, Islandija, Litva, Norveška in Belgija. Od februarja 2008 bo veljala taka prepoved tudi v Franciji, od julija 2008 tudi na Nizozemskem. Prepoved kajenja velja tudi že v 3 zveznih državah v Nemčiji. Ostale zvezne države pa ne bi se do konca leta odločile oziroma predlagale ukrepe na tem področju. Celo Turčija razmišlja o uvedbi podobnih ukrepov, tako strogih kot tudi pri nas. In še enkrat bi poudarila, da ukrepi v državah, kjer je ta prepoved že uvedena, žanjejo podporo in se ne bodo spreminjali. To, kar se pojavlja v medijih, da morda bo padel zakon v Italiji, to ne drži in se pravzaprav smatra, da je zakon zelo uspešen in se bo prej kot omilil morda še zaostril. Zato ne dvomimo, da bodo učinki ukrepa prepovedi kajenja tudi v Sloveniji enaki kot v ostalih državah in sicer poleg učinkovitega zmanjšanja izpostavljenosti tobačnemu dimu pričakujemo tudi spremembo kadilskih navad, to se pravi upad deleža kadilcev, povečano zanimanje za opuščanje kajenja in pa tudi zmanjšano porabo tobačnih izdelkov. In to ne samo pri odraslih, pač pa tudi pri mladih, kar je seveda zelo pomembno. S tem povezan upad bolezni, zdravstvenih težav in smrti, ki jih povezujemo s pasivnim kajenjem, pa seveda zmanjša stroške in seveda tudi aktivnim kajenjem, to moram poudariti, pa seveda zmanjša stroške tako posameznika kot družbe in tudi stroške v zdravstvu. Poudarila bi tudi to, da popolne prepovedi kajenja zmanjšujejo tudi izpostavljenost tobačnemu dimu v domačem okolju. Vse se je izkazalo, da tisti, ki delajo na delovnih mestih, kjer je prepovedano kaditi, pogosto prepovejo kajenje tudi v domačem okolju. Torej, ne moremo pričakovati, da se bo zaradi tega ukrepa povečala izpostavljenost tobačnega dima v domačem okolju. V zaključku bi rada povedala, da je izpostavljenost tobačnemu dimu in z njim povezane zdravstvene težave, bolezni in smrti. To je javnozdravstveni problem, ki ga lahko preprečimo in zavedati se moramo, da je edini učinkovit ukrep pač tak, kot ga je pri nas že uvedel uveljavljeni zakon. Vse skupine delavcev morajo biti enakovredno zaščitene pred tveganji za zdravje zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu,
kar pa predlagane spremembe zakona ne zagotavljajo. Iz javnozdravstvenega vidika seveda zato teh sprememb niso sprejemljive oziroma ne moremo podpreti.